Iščemo vrednost na obeh strani, ker če je startup sam, mu izredno veliko manjka nekih virov kompetenc, da bi naredil neko večjo zgodbo na trgu. In če to dobi od korporacije, lahko skupaj na trgu naredita večjo zgodbo. In govorimo o tem, koliko veliko torto bomo naredili, ko se jo bomo potem razdelili. Ne koliko si bomo neke obstoječe male torte razdelili. To se pravi, ne govorimo o nekih komercialnih odnosih. Jaz kot startup nekaj prodajam podjetju, podjetje kupi ali ne kupi, ampak skupaj s korporacijo zmesimo eno malo večjo torto, damo noter malo več kvasa, malo bolj naraste in potem pogledamo, ok, to smo vrednost ustvarili, tukaj bomo potem si to večjo vrednost delili. Tako da je to povezovanje. Slogan je 1+1 je 3. Narediti več, kot kar startup lahko sam naredi, oziroma kar korporacija lahko sama naredi. Stvar je čisto v redu, ker ni obvezna prisotnost in če ne bi bilo v redu, potem zdaj, ko smo že 3 module naredili, jih ne bi bilo več na samih teh delavnicah. Kar pomeni, da v vsaki delavnici dobijo nekaj, česar še ne vedo, ne izkušajo. Izredno pomemben pa je to, da se prenašajo med sabo izkušnje. Delamo tako, da delamo načeloma s korporacijami posebej, startupi posebej. Ravno ta teden smo pa vsi skupaj šli v Trsti pogledati v tehnološki park in bilo ravno to najbolj vredno. Se dobiti v avtobusu, z avtobusa ne moreš potegniti, v avtobusu na vsakih 15 minut govoriti z drugim, to se pravi ne startup, ampak startup s korporacijo. Navezati nek kontakt, ker potem gre bistveno lažje. Enostavno je treba prepoznati šibke točke na eni in na drugi strani, se odpreti za sodelovanje, poiskati, mogoče so, mogoče niso sinergije. Mogoče smo večkrat hitrejši pa lažje, zaradi tega, ker kot Korpohub delamo večinoma s korporacijami in imamo kar nekaj tega socialnega kapitala, smo jih hitreje dobili v sam program. Medtem ko startupi v tej poplavi nekih možnosti, ob tem, da morajo hkrati delati še svoj produkt, se ukvarjati s trgom, je mogoče malo težja ali pa bolj odložena odločitev, gremo ali ne gremo zraven. Tako da mogoče bo lažje kasneje to delati, ko bodo pač ti startupi, ki so letos v tej generaciji, dali kakšno dobro besedo za naslednje leta, za naslednje iteracije.